Tale največji Oplov križanec se imenuje Grandland X in človek bi pričakoval vsaj 7-metrski kolo z najmanj 2 metroma višine, če ima pa veliko ime Grandland. Čeprav je največji, so včasih pri Oplu imeli še večjega predstavnika. Vse se spominjate Antare, a ne? No in tudi tisto so izdelovali v Španjoliji še z enim proizvajalcem, takrat Chevrolet. Grandland X pa stoji na platformi Peugeota 3008, kar je seveda logično, ker vemo, da je francoski PSA od nedavnega lastnik Opla. No, dolg je 4,5 metra in tako od Moke X oziroma od Crosslanda X daljši za okrog 20 centimetrov. Znotraj ponuja 5 sedežev in 514 litrov prtljažnega prostora. No, da ga boste lažje postavili v kontekst, tole je tekmec Tiguanu, Tucsonu, Kadžarju in še številnim drugim, ker je ta segment res bogat. Podobno kot Crossland X, tudi ta svojo višino poskuša skriti s to na videz plavajočo streho. V tem primeru se niti ne vidi, ker je avtomobil take temne sive barve. No in čeprav je poln plastičnih zaščit, tole vsekakor ni stroj za brezpotja. Ob dvokolesnem pogonu se bo res odlično počutil le na asfaltu. No, sicer pa ponuja še sistem grip control, ki z zaviranjem levega ali pa desnega kolesa malo bolj učinkovito razporeja navor in skrbi, da je oprijema za ščepec več. Na tej prvi vožnji lahko dodam, da je notranjost zelo prijetna. Ob velikih steklih je preglednost dobra, materiali so kakovostni in pregledna je tudi celotna armaturna plošča, ker je stikal malo, tale zaslon pa je zelo lepo odziven. O voznih lastnostih bomo kakšno več rekli, potem ko avtomobil dobimo na test. Zaenkrat se mi zdi čisto ok, volan je lepo obtežen in tudi bolj komunikativen kot pri manjšem Crosslandu X, kar je pohvalno in tudi nujno, če vprašate mene, ker so kupci tega segmenta bolj zahtevni. Prav je tako, ker odštejejo več denarja. Zaenkrat sta v ponudbi le 2 motorja, 1,2-litrski 3-valjni turbo bencinar s 96 kW oziroma 130 konjički. Tega najbrž ne bo izbralo prav veliko kupcev, druga alternativa pa je 1,6-litrski dizel s 88 kW oziroma 120 konji. Pri Oplu pravijo, da s tem pokrijejo več kot 50% potreb kupcev, vseeno pa za tiste, ki ste bolj zahtevni, naslednje leto pripravljajo okrog 180 konjskega dizla, ki bo na voljo tudi s 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Celo priključni hibrid se obeta. Sam vozim dizla in za takšno umirjeno vožnjo je čisto dovolj zmogljiv. Vsaj 20 490 € bo treba odšteti zanj, če pa je za vas kljub velikemu imenu še vedno premajhen, pa počakajte do leta 2020, ko pride na ceste še večji model. Edino z imenom bo težava. Jaz predlagam Ultraland X, Gigaland X, Terra X, Terraland X, kaj pa vem.